Robert Nograšek, zakaj zbirate podpise, saj vas predlaga vladna stranka Lista Marjana Šarca? Ja, ravno zaradi tega, da v bistvu presežemo te ideološke okvire, da pripadamo nekim strankam, ker na lokalnih volitvah se mi zdi, da mora biti župan predstavnik vseh. Se pravi, ta strankarska ideologija je na drugem mestu, zato zbiram podpise volivk in volivcev in z njihovo podporo in s podporo seveda stranke kandidiram kot župan Kranja. Kaj bo drugače, če boste vi župan? Zdaj nočem obljubljati nekih megalomanskih in hitrih sprememb, ker je to nemogoče. Seveda pa treba je poskrbeti, Kranj ni samo Kranj, Kranj ima tudi ostale krajevne skupnosti, 26 vseh njih. Treba je poskrbeti, da je za vse boljše, treba je poskrbeti za mlade. Težko je povedati vse skupaj naenkrat. Infrastruktura je seveda velik problem, avtobusna postaja, o tem se govori, dom upokojencev za starejše, kar nekaj dela, se pravi, ne bo nam dolg čas in treba bo trdo pljuniti v roke in delati. Radi zgodaj vstajate ali odkot vaš slogan? Rad zgodaj vstajam, ampak to slogan pomeni tudi nekaj drugega, malo več simbolike. Občutek imam, da je v zadnjih letih Kranj res nekoliko zaspal. Predvsem ljudje imam občutek, da jim je kar nekako vseeno, da se ne da nič spremeniti, da je vseeno, kdo je njihov predstavnik, kdo je tisti, ki je odgovoren za to, da se v občini kaj spreminja. Zato moj slogan Zbudi se Kranj iz naslova, da se ljudje res zbudimo, da pridejo na volitve, ker samo tako bomo lahko uresničili njihove želje. Jaz naslednji ponedeljek, sredo in petek še zbiram podpise tukaj pred mestno občino Kranj. Ko bodo podpisi zbrani, bomo vložili kandidaturo za županske volitve. 18. novembra seveda v čim večjem številu, ker to je pomembno, da pride čim več ljudi voliti, da se izkaže, 18. novembra, da se izkaže volja volivk in volivcev. Kaj bomo pa spremenili? Spremenili bomo to, da bomo dejansko delali tisto, za kar se bodo ljudje zavzemali oziroma kar bodo ljudje želeli. Njihove predloge bomo zbirali ves čas in v bistvu tudi upoštevali njihove želje.